Grilenc nas obiskal. Po univerzitetni izkušnji je stopil v poslovne vode, od leta 2004 se ukvarja s podjetjem, v katerem nekako upravljajo z informacijsko tehnologijo, spletnimi sistemi, spletnimi aplikacijami, pripravljajo spletne strani za tako imenovani e-commerce in se lahko ponaša, da je nekako to podjetje uspel odpreti tako v Tržaškem mestnem središču, kot tudi nekako v slovenski prestolnici v Ljubljani. Uroš, še ti si na vrsti. Hvala lepa. Obljubim, da bom zelo kratek, ker vidim, da nekateri že zehajo oziroma spijo. Jaz bi rad povedal v moji izkušnji, sicer zelo kratni izkušnji, a morda za recimo tehnologijo je to že daljše obdobje. Drugo leto bomo praznovali recimo v Trstu 10 let, v Ljubljani pa 6. Kako se je spremenil biznis oziroma kako se je biznis recimo virtualiziral, predvsem v oglaševanju oziroma v stikih do drugih podjetij oziroma do ljudi. Če pogledam prve izkušnje, recimo smo delali precej lokalno. Po tej krizi bi rekel, da tudi hvala internetu, socialnim omrežjem in tehnologijam, kot so Google, ki temu seveda pomagajo, delamo, bi rekel, po celi Evropi in tudi izven Evrope. Samo v zadnjem letu smo dobili stranke v Egiptu, nekaj delamo tudi za Združene države Amerike in praktično po celi Evropi, od Norveške do Španije. To, ker internet je del recimo globalizacije. Lahko dobimo storitev oziroma nek material oziroma obleko, karkoli na drugem koncu sveta, po nižji ceni, po boljši kvaliteti oziroma bolj primernemu našim potrebam. Do 6 let od tega, recimo je za eno določeno podjetje, ki je lokalno delalo, bilo dovolj, da si imel eno določeno spletno stran, se predstavljal preko spletne strani, bil dosegljiv na Googlu. Danes, ko Google vsako leto recimo ima novih par milijonov spletnih strani na svetovni ravni, to ni več dovolj. Zato rabi podjetje oziroma biznis socialna omrežja, ki referencirajo tvoje delo, tvoje storitve, tvoje produkte. To je seveda tudi malo bolj človeško, ker ni več recimo računalnik, ki ti daje določen rezultat, ampak so ljudje, ki o tebi govorijo, o tvojih storitvah govorijo in te na nek način pozitivno referencirajo. Da sploh ne govorimo o sestankih, danes tem, da imamo povezavo preko tabletov, smartfonov in računalnikov praktično vse povsod, se tudi multinacionalke recimo ne več toliko obračajo morda na seminarje ali na določene recimo klasične medije za oglaševanje in organizirajo svoje recimo seminarje preko weba, tako zvani webinarji. In pol te vsebine recimo prevajajo preko Facebooka, preko LinkedIna recimo za biznis svet do recimo velike večine svojih interesentov. Kar se tiče recimo naše osebne izkušnje, kot sem povedal, je bila morda prav ta ekonomska kriza v zadnjih 3 letih, ki nam je na nek način pomagala, da smo šli v svet, da smo šli morda malo bolj konkretno tudi na to social, ki je za podjetje recimo morda manj utečen svet. Seveda to kaže pol tudi drugo, na nek način negativno plat. Če nekaj oglašujem oziroma nekaj kažem, neko inovacijo kažem, če sem v 70 letih pripeljal eno inovacijo v podjetje, se lahko od tega živel mirno naslednjih 20 let. Da je informacija lahko pretekla iz Trsta recimo v Rim, je šlo tudi tukaj kar precej skozi. Danes pa, če eno inovacijo recimo predstavim na spletu in je lahko zanimiva, se lahko v 3 dneh vse skupaj obrne. Videli smo, kako hitro recimo je uspel Facebook, da ne govorimo sploh o Twitterju in recimo vseh drugih inovacijah, ki so danes lahko na enem koncu sveta, jutri pa na drugem.
Tako da bi morda, glede na to, da je nekaj mladih tukaj, da bi morda povedal po mojem mnenju, kakšno je pomanjkanje danes v industriji, tudi na lokalni ravni, recimo ekspertov v tem smislu. Podjetja vedo, da rabijo in se morajo obračati na social networke, se morajo obračati na internet, vedo, da se zelo hitro to spreminja in zato rabijo recimo mladi, smart ljudje, ki obvladajo seveda tako vsebino in tudi komunikacijski kanal, preko katerega to vsebino recimo veikulirati. Tako da to vidim kot eno izredno veliko možnost, oportuniteto tudi na lokalni ravni za podjetja, ki delujejo lokalno in recimo prodajajo svetovno. Tudi v Trstih imamo nekaj, ampak tudi v bližnji Sloveniji, v severni Italiji. Tako da bi pozval recimo mlade, ki se morda bolj bližajo temu svetu, da bi poprijeli recimo na ta socialni del na internetu. Hvala lepa. Uroš Galinar, si bil tole.